glavnem ura je malo čez 5 zjutraj, nekaj treba početi v življenju, tako da danes gremo na trek day. Izbira dneva je Shelby, moj sopotnik je pa danes Aleš, da še malo počil po pot. Pa ga pa zbudil, ko bomo 250 na reko leteli. Takole smo preverili. Suna je. Itak ni cajta doma to delati, ne, treba po na parkingah takole to pedenati, ne, na pumpah, preden se štarta. Zdaj se pa že malo dan dela, malo je že življenje nazaj v nas prišel. Kaže, da bo sonce, zato sem tudi Shelbyja vzel, drugače bi šel s Focusom. Se pa ful veselim, ker je to dejansko moj prvi trek day s Shelbyjem, tako da bomo videli, no. Če je tole za kaj. Mi smo že prišli, zdaj samo še žviga počakamo, da gume napumpa. Evo, na Meganu se pumpajo. To je v bistvu RS dizel, tako da kadi ka par norce. Je pa žviga zdaj še tile pipe zmontiral, da saj v tla kadi, da ne tok nazaj v Aldi. Je pa tole zdaj čist track ready, evo, štanga, brez kolesa, zadeva spraznjena, takole. Tole zna danes fes leteti. No, zdaj pa avto ugret, ole preverjen, zdaj gremo pa na progo. Jaz že komi čakam, prštiman, pa da vidimo zdaj, ko tale zadeva poje. Pa kako se pele, predvsem me zanima čez te hitre ovinke. Kaj na teh gorskih cestah je tak malo bolj ukreten, kaj je velik avto. Klele pa mislim, da zna biti nora uživancija s tem avtom. Še tlele naštimamo track mode. Kar v redu, ja. Daj ga malo, no. Stari, meni je toliko dober. Jaz sem predvideval, da je Shelby res dober za to, ampak stari, kleka ga pa odpreš na ravnin, kad to poje. Je pa noro, ja. Ni boljšega. Kakšen šestak, kakšnih 6 cilindrov. Ali pa 4, mislim, tudi je super, ampak jaz sem tako nasmejan gor do sred glave, skozi. To je noro. Tako da gremo zdaj še en stint, pa ven malo hladit, nekaj spit, pa nova runda. Tole je pa zdaj že 8. krog v tem stintu, ki ga pelem na polno in jaz sem res užival. Bom pustil kar malo pržgan tale onboard, tako da lahko še vi uživate. Sicer je bila kar gužva na progi, ampak je bilo še zmer dokaj pretočno. Zapira kar svina ta Clio.
res zabaven pa hiter krog, ampak včasih te dirkališče zelo hiter postavi na realna tla. Ja, nič, ne. Pravijo, da če ne najdeš meje, poj niš dost. Sreč, vse feldne so cele. To sem se najbolj ustrašil, ko sem v pesek preletel, da sem feldno kresnil, ker so pač le iz karbona in če hočeš novo naročiti, je 6 jurjev ena feldna. Klele je v bistvu lip, je sam malo pobuškan, ampak pačeš, če avto voziš, kukar to korank, se pač take stvari zgodijo. Zdaj sem se že malo pomiril, nisem nič jezen ali pa kaj, ampak tudi ta lip bom pustil gor, me nič ne moti. Čak se ti lahko v bistvu pokažem tlele. Tlele ne vem, koliko se vidi, tle je recimo zabit tudi kamna, pa še klele nek na ene dveh koncah. Ampak drugače pa je pač avto cel, ni nič hudega. Edini bremze so pa kar plave, no, se vsaj vidi, da sem bremzal. Spod je tudi ok, ni neki ful peska, tako da all good. Zadeva se je malo hladila, track daya, malo sem imel cajta tudi premisliti. Ful sem razmišljal, kaj je šlo hudiča narobe, da sem šel s proge dol, ker tudi ko sem onboarde gledal, sem dost hiter bremzal, nisem bil prepozen na bremzah, ampak takrat, ko sem bil, bom rekel, v šoku ali pa ko je adrenalin pumpal, sploh nisem pač ful razmišljal o tem, kaj je šlo dejansko narobe. Jaz mislim, da se je zadeva zgodila, da mi zavrel olje v bremzah, oziroma da so bremze ratale mehke, ker sem pač pregrel olje, ker je bil to, mislim, da en 8. krog, ko sem ga na hard pelil in že ko sem šel ven, sem gledal temperature, pa sem rekel, mater, smo že kar na meji, ampak ajde, en krog 2 bo še. Nisem si pa mislil, da bo težava z bremzam, ker načeloma ima ta avto kar v redu sistem, ampak nobena stvar pa noben avto pa ni odporen na to, a ne. Tako da zadeva se je pregrela, pač zavorna pot se je podaljšala in zaključil sem v pesku, no. Tako kakor sem pa že prej povedal, z avtom ni nič narobe, res sreče več kot pamet, stari. Overall first feeling, res mi je bilo dobro na track dayu in mi je žal, da nisem šel že prej na kakšen track day s tem avtom. Jaz sem pa že dal v košarico pletene zavorne cevi, pa motulo RBF ole bomo dali noter, tako da bo naslednjič tudi, kar se zavor tiče, zadeva malo bolj obstojna. Danes pa nadaljujemo s privat Cars & Coffee eventom, ki ga bom naredil kar klele na mojemu dvorišču ali pa travanku, kakorkoli hočeš temu reči. V bistvu moja ideja je bila taka, da povabim samo frende, pa samo poznane ljudi in naredimo en tak lušten zaključek sezone. Shelbyja sem dal že iz garaže, ker moram garažo še malo pospraviti, zato da bomo se lahko tudi not usedeli. Pa če me vprašaš, zakaj to delam poleg vseh drugih eventov, ki jih imam, kaj pa vem, stari, meni je to cool, tako da tale danes je za moje frende. Vmes, ko sem jaz svoje stvari pripravljal, sta se pa fotor pa Resman lotila še tele barake podred, ki mi je izjemno grda in jo ne moram več gledati. Jan je imel pa košno trave na čez. Evo pa je plec prštiman, komplet travank pokošen, kot da smo na golfu. To je res kar obreši Cars & Coffee, ampak kar bi ti pa rad pokazal, pa to, kako smo noter zdaj zadevo zrihtali. Evo, takoj, ko pridemo noter, tle je bil prej avto, pa sem zrihtal klopce, da so jo ljudje lahko malo usedali, malo dekorja imam mnogo tudi po stenah, seveda je tudi klele tale vip del, ali kako bi temu rekli, za usedati. Evo, nov dekor je tudi tukaj na steni, tole iz GT4 dirkalnika. Pa tole mi je en čist hud nov detajl, pa Red Bullu so mi zrihtali tale Prima hladilnik.
tako da imam noter vse aktualne okuse Red Bullov, pa seveda tudi klasiko. Tlele je moj kolo, ki sem še pred precej leti nazaj dirkal z njemu, pa tale dekor mi je tudi zelo všeč. Ta guma je tudi prav z GT4 Mustanga, tlele še malo dekorja in to je to. Stari lejko dobro zgleda, no. Meni je prav všeč. Mogoče sem začel tlele še kakšen event več hostati. Kva praviš, Jan? Bomo imeli tlele še kakšno žurkico? Absolutno. Čist hudo. Zdajle pride še ozvočenje, pa začnejo že počasi avti hoditi, tako da se tale naša fešta lahko začne. Kva sta to prevlekla? Straight from Udine. A res? Kva? O, hudo! Sik! Tale pica je bila nerealno dobra. Po smo pa zakurili še en tak malo manjši kres. Kasneje smo se še malo podružili v garaži za finiš. Pa je bil pa že čas, da gremo počas domov. Tako da kaj tazga, mislim, da bom še kdaj organiziral pri sebi doma. To je pa to za ta vlog. Mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!